Mislim, da lahko počasi začnemo z današnjim večerom in sicer bi vas, dragi prijatelji Božje besede, lepo pozdravlja na 16. svetem pisemskem maratonu. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajno branje svetega pisma, bedimo skoraj že teden dni, po dnevi in po noči. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik je Svetopisemska družba Slovenije, ki je leta 2008 vrgla mreže in spodbudila, da se maraton vsako leto širi. Hvala Bogu. Naslov letošnjega maratona je Gospod, preizkusil si me in me poznaš, iz Psalma 139. Vsak izmed nas je preizkušan, odziv pa je odvisen, kako močna je naša vera. Sveto pismo nam polaga na srce, naj zaupamo našemu stvarniku, saj nas edino on pozna do obisti. Danes z prav velikim veseljem v naši sredi pozdravljam župnika v Velikem Gabru in predsednika Svetopisemske družbe, gospoda Janeza Jeromna, in generalnega tajnika Svetopisemske družbe, gospoda Matjaža Črnilca. Dobro večer. Najprej bi besedo predala gospodu Janezu Jeromnu. Izvoli, Janez. Ja, dobro večer. Naslov današnjega pogovora je, kako ne brati svetega pisma. Ne zakaj ne brati, ampak kako ne brati. Ne. In prvo, kar mi pride na misel, je eno načelo, na katerega sem naletel, ko sem se ukvarjal s tem vprašanjem. In me je najprej začudilo. Ne. Gre pa takole. Nikoli ne beri ene svetopisemske vrstice. Se rekel, kaj zdaj? Pa nadaljeval, ne. Vedno jih moraš prebrati več skupaj. Ker če prebereš samo eno vrstico, je zelo velika možnost, da ne boš razumel pravega pomena, ki ga ima vrstica v svojem sobesedilu. Ne. To je eno tako temeljno načelo. No, pa seveda tukaj je treba dodati, da Sveto pismo preprosto ni bilo pisano tako, da bi ga konzumirali po vrsticah. Ko so pisci pisali ta besedila in tudi seveda vsi prvi bralci, bom kar rekel stoletja, jim na kraj pameti ni padlo, da bi samo posamezne vrstice brali ali pa se poglabljali v njih. Besedila so bila pisana, recimo Vese, saj za Novo zavezo, so bila pisana skupnostim, ki so bile večinoma oralne, se pravi, niso vsi niti znali brati, ampak se recimo, ko je Pavel napisal neko pismo, mogoče skupnosti v Rimu, je ta skupnost to celo pismo prebrala v enem šusu, bi rekel. Se pravi, ta besedila niso bila narejena, da jih seciramo, in sama ideja, da naj bi to razdelili na vrstice, je pravzaprav zelo pozna, to je iz 16. stoletja. Medtem ko poglavja so pa iz 12. stoletja. Pravzaprav naravna enota branja svetega pisma je posamezna svetopisemska knjiga. Aj to, ne vem. Matej Evangelij, pismo Kološanom, Eksodus, to so neke naravne enote, kako je bilo svetopismo napisano. In tukaj je se prav to prva ideja, kako ne brati, ne se zapičati v eno vrstico, ali pa eno vrstico tukaj, pa drugo tam, ampak beri daljše odlomke, vsaj celo poglavje, ampak najboljš pa seveda celo knjigo, ker potem bo takoj, je nevarnost, da zgrešiš pomen, je bistveno manjša. Kako pa se lotiti branja svetega pisma, oziroma kaj menite o tem, ker mnogo ljudi reče, jaz bom pa prebral sveto pismo od začetka do konca. Kaj svetujeta, oziroma kakšno je vajino mnenje v vezi tega? Ja, moje mnenje je, da se tak človek zelo običajna praksa je, izkušnja, da se tak človek ustavi tam, da je v drugi Mojzesovi knjigi v 21. poglavju. Zato, ker takrat se nehajo zgodbe, pa se začnejo pravna besedila, se pravi naštevanje zakonikov in tega, in tam velika večina takih bralcev obupa. Tako da Sveto pismo pravzaprav je zbirka knjig, in zdaj v knjižnici
mogoče ni najbolj pametno začeti pri prvi polici, zgoraj levo in potem začeti brati vse proti desni, pa drugo polico, a ne. Mogoče boš kakšen drugačen ključ vzeti, a ne. Ja, tako se o tem bova še spregovorila malo pozneje, ampak za nas iz našega kulturnega okolja je verjetno dosti bolj priporočljivo, da Sveto pismo začnemo brati pri evangelijih, pri kakšnem evangeliju, pa potem mogoče apostolska dela, pa kakšno pismo, pa mogoče Geneza, ampak verjetno pol ne Exodus, verjetno pol kakšni psalmi ali pa pregovori. Ja, vrstni red, to je, Sveto pismo ni ena knjiga. Sama beseda Biblija je množinska in knjige. In to, čeprav je to natisnjeno in vezano kot ena knjiga, čeprav to izgleda kot ena knjiga, to dejansko ni ena knjiga. Ja, in zaradi tega, ja, ni dobro brati knjižnico pri zgoraj levo, kot je Jana rekel. Kaj pa, kadar se srečamo z kulturami, ki se razlikujejo od naših, recimo, pokrivanje glave, to je nekaj, kar je za nas še vedno nenavadno, kljub temu, da se že zdaj velikokrat srečujemo ali bivamo z ljudmi, ki imajo drugačno kulturno navado kot mi. Kaj pa glede tega? Ja, zdaj kristjani verujemo, ne, da je Sveto pismo navdihnjeno. Zdaj to pomeni, da je Bog navdihnil pisce, da so zapisali to Božje sporočilo, so ga pa zapisali na svoj način in v svojem okolju, v svoji kulturi, ne. Sveto pismo je knjiga, ki je napisana za nas. Ni bila pa prvotno namenjena konkretno nam, ne, v naši kulturi. Bilo je zapisano za kulturo, ki je bila 2 do 3 tisoč let pred nami, ne. In to so bile drugačne razmere, ne samo pač, da ni bilo elektrike in vseh napravic, ki jih imamo danes, ne, da niso poznali demokracije, večinoma, ne. Bile so tudi drugačne življenjske navade, ki so bile takrat nekaj najbolj normalnega. Recimo suženjstvo je bilo tako normalno, kot je danes nam normalno, da ljudje podpišejo pogodbo in se zavežejo, da hodijo v službo in dobijo neko plačilo, ne. To je recimo že težko včasih nam sprejeti, ne, in te stvari je dobro tudi malo prebrati, malo poiskati, se pozanimati, ker bomo marsikakšno zgodbo, marsikakšno trditev, ko jo bomo umestili v tisto kulturo, lahko boljše razumeli, nas ne bo šokirala. Tako, ker bomo razumeli, da takrat je bilo to v nekem smislu logično in razumljivo, ne. Ja, to je izredno pomembno in to mogoče Hvala, Matjaž. ja, je treba mogoče ja, smeri znova se spomniti. Ja, ta stavek zelo pomaga. Sveto pismo je napisano za nas, ampak ne nam. Je bilo to mislim, če kaj odnesete od današnjega tega srečanja, mogoče je tole, ja, da se treba zavedati, tukaj je ogromna kulturna razlika in časovna in geografska konec koncev, ne, to pač se dogaja nekje na Bližnjem vzhodu, bližnja vzhodna kultura je še danes dosti drugačna od naše. Kaj šele, ja, 2-3 tisoč let nazaj. No, poleg tega imamo tukaj še malo povezan problem, da seveda v Svetem pismu beremo marsikaj, in moramo znati razlikovati, ali gre enostavno, da Sveto pismo pač opisuje nekaj, kar je bilo takrat navadno, kar je pač del tiste kulture, ali pa je nekaj, kar beremo v Svetem pismu, dejansko nekaj, kar Bog predpisuje v tem smislu, da je to stvar Božje zapovedi, Božjega navodila in tako naprej, a ne. Tukaj, to je že eno pomembno razlikovanje, ki ga ni vedno najlažje izpeljati, a ne. No, Melita je omenila recimo pokrivanje glave, ne, pri bogoslužju. Ja, no, tam je seveda že sobesedilo, že kontekst pomaga malo, ker se zdi, da Pavel govori o nekih navadah, ki obstajajo, kaj je normalno v neki družbi in tako naprej, a ne.
In bi seveda, čeprav tudi navaja pa tudi druge argumente, neke angele omenja in tako naprej. Tisti je kar težaven odlomek v resnici. Ampak vsekakor tukaj tega odlomka ne moramo brati tako neodvisno od vsega tega. To je mogoče najbolj pomembno, ne. Tako kot je Božja beseda z velikima začetnicama postala meso v Jezusu Kristusu, je postala konkretno človeško bitje v konkretni človeški kulturi, z vsemi konkretnimi priteklinami in omejitvami človeškega bivanja. Tako je tudi Božja beseda, zdaj pa mislim, da drugo B z malo, se pravi, Sveto pismo je tudi se učlovečilo, utelesnilo v eni zelo konkretni kulturi, ki jo moramo poskušati razumeti, da bomo videli, kakšno sploh je sporočilo. Ker bomo zelo hitro narobe lahko razumeli marsikaj, če teh kulturnih okoliščin ne bomo prav razumeli. Ja, zanimivo je, da tukaj že Pavel sam to omeni, ne. Ja. V svojem pismu napiše tako, ne, to naroča Bog. Zdaj tole vam pa naročam jaz, ker se meni zdi dobro in se lahko znesete, da vam dobro hočem, ni pa Božje naročilo. Tako da že on sam recimo razlikuje, ne. To je tudi zanimivo, se pravi, že Sveto pismo znotraj sebe se zaveda, da je pomembno, a je nekaj človeško, a je pa nekaj res tisti Bog to naroča, ne. Ja, ne, sej o tem bi lahko dosti časa govorili, no, mogoče recimo čisto tako bolj kot zanimivost, a ne, recimo, to ni zdaj mogoče kritično za razumevanje, ampak vendarle, ne, recimo zgodba o Jezusu pa Samarijanki, ne. Iz samega teksta tam pač Jezus se pogovarja z eno žensko tam, ne. Samo čim majčkeno vidimo in poznamo kulturno ozadje, vidimo, tulele se dogaja nekaj čudnega. Jezus krši tabuje levo in desno. Prvi tabu, ki ga krši, je to, da Jud govori s Samarijanom. To se ni dogajalo. Jezus prekrši eno kulturno mejo. Drugo, on kot moški se pogovarja z žensko, sploh še žensko malo sumljivega porekla. Še en tabu. In to še celo on kot nekdo, ki ga imajo za učitelja, za rabija, ne. Prav tukaj Jezus ene par kulturnih mej povozi, ne, in zdaj dobro je, da poskusimo slišati sporočila, tako kot so ga prvi naslovniki, se pravi, ne, rekli smo, Sveto pismo je napisano za nas, ampak ne nam, da probamo se vživeti v to, kako so pa tisti, katerim je pa bilo neposredno napisano, recimo Janezov evangelij, kako so to dojeli. In seveda tukaj je en element zgroženosti mora biti zraven, ker Jezus prečka par zelo jasnih družbenih norm, družbenih mej. On jih enostavno prečka seveda zaradi evangelija, zaradi Božje dobre novice, zaradi svojega poslanstva, ne. In to je del sporočila, ki ga enostavno ne bomo dojeli, če ne poznamo recimo tega kulturnega problema, ne. Hvala. Še mogoče bi kaj dodala, lahko gremo naprej. Preden nadaljujemo, bi vas pa vse lepo povabila, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, kar napišite v chat, pa bosta Janez in Matjaž probala sproti odgovoriti, sicer pa potem na koncu. Pri branju Svetega pisma seveda tudi naletimo na različne literarne vrste in predvsem tudi sama dostikrat naletim na to, zakaj brati nekaj, kar nam sploh ni všeč. Tukaj imam v mislih rodovnike, zakone in razne poezije. In zame recimo konkretno so najtežji rodovniki, ker se mi zdi, da nima ne začetka, ne konca in težko se izlušči bistvo, kaj želi pisec s tem rodovnikom povedati. Bi prosila še tu za kakšno besedo, dva. Ja, to rodovniki so po moje za našo kulturo skrajen primer tega, zakaj pa jaz to bral, ne. Dejansko obstajajo izdaje Svetega pisma, mislim, da v angleščini, ne, ker so rodovniki tako s pol manjšo pisavo pa malo pri kraju, tako češ, to lahko preskočiš, ne. Zdaj za Jude bi bilo pa to čisto nepojmljivo, ne. To pa zanje pa rodovnik ga čisto drugače vidijo. Konkretno z rodovnikom je tako, ne. Rodovnik povzame celo zgodovino, ker pač vsako ime
ima neko zgodbo. In zdaj, če ti si že prebral zgodbe, ti ime prikliče zgodbo od tistega človeka in tako z rodovnikom pravzaprav v enem odstavku ti strnaš eno celo knjigo. Ne. To recimo, tako funkcionirajo rodovniki. Ne. Sem to pomeni, da moraš tiste zgodbe poznati. In včasih so jih poznali, ker so si zapomnili, ker so to poslušali velikokrat. In potem, ko so brali rodovnik, se je njim odvrtel cel film. Ne. Ni bil tako, mi se počutimo, kot da bi telefonski imenik hotel brati. Ne. Zelo napeto branje. Ne. No, tukaj je primer, ne vem, tega, ki se vidite tlele 3 stolpce zdaj. Tale gor je še v 2 stolpcih, tukaj pa v 3 stolpcih besedilo, namreč tam je rodovnik. To je primer tega. No, ampak seveda tukaj smo točno pri tem, kar smo malo prej se pogovarjali. To je problem kulture. V naši kulturi je to brez veze, v hebrejski kulturi je bilo to zelo spoštovano. Je pa zanimivo, da tudi danes obstajajo kulture, ki na to drugače gledajo. Spomnim se ene zgodbe iz Afrike o prevajanju Svetega pisma, pač v nek nov jezik, neko novo pleme, in evangelij je pač prišel tja in ne vem, mislim, so najprej Markov evangelij prevedli, pa se ni nekaj dobro prijel, pa so pa prevedli Matejev evangelij, ki se začne z rodovnikom. In ko je tista kultura ta rodovnik prebrala, so pa rekli, tole je pa zdaj resno. Tale človek ima 14 generacij nazaj, tole bomo pa mi zdaj poslušali. Za njih je bilo to jasno, nekdo, ki ima toliko rodov nazaj lepo zabeleženih, to je pa nekaj, kar moraš totalno resno poslušati. Ne? Prav za njih, v uni kulturi je to užgal, ne? Pri nas je pa seveda to tako, kot telefonski imenik. Ne? In tudi seveda za Jude je bila ta zgodovino so skozi rodovnike pisali in tako gre za identiteto, pol gre tudi za ta oseben pristop, ne? Ime samo, ne? In tako, ne. Se pravi, kaj mi pričakujemo, ne? To je zelo pomembna stvar. Kaj mi pričakujemo, ko odpremo svetopismo, ne? Kaj nas bo tam srečalo, ne? Mi bi seveda radi kakšno, ne vem, zgodbo, dogajanje, ne, navajeni sploh take debele knjige so ponavadi neki v stilu romana ali pa kaj, ne. In svetopisem se še začne dosti dobro, ne, prva Mojzesova še gre, pa naletimo na 21. poglavje druge Mojzesove knjige, ki se seveda nadaljuje potem naprej, so pa zakoni, zakonodaja, predpisi in kako to brati, ne. Se pravi, moramo spet videti, ne, zdaj konkretno zakonodaja, recimo, seveda je bila za Izrael, to je bila kar temeljna neke vrste ustava enega naroda, ne. Spet za ta narod, ne, Izraelce je bilo to pač stvar, kar bomo rekli, življenja in smrti, ne, te zakoni, ki jih tam pod goro Sinaj Mojzes da in sklene zaveze in tako naprej. Seveda to so bile dobesedno krvavo resne stvari za njih, a ne. Mi to seveda, če tako beremo, tako sami zase, ne vemo, kaj bi s tem, ne, ampak tukaj gre za tista, ne, da moramo znati malo stopati ven iz svojih čevljev in začeti gledati z očmi nekoga drugega, ki je to pač bral ali pa poslušal bolj verjetno pred par tisočletji, 2-3 tisočletjema, ne. In tudi svoje pričakovanja moramo poskusiti, kaj ne rečem, podrediti enemu drugemu cilju, a ne mogoče našemu potrošniškemu pristopu k stvarem in obstaja tudi duhovno potrošništvo, pa zelo dobro mu gre, mislim, je slaba stvar, ampak zelo uspeva v naši družbi, ne. Govorim, mislim pa tukaj ne mislim samo na novodobne duhovnosti, mislim, da je duhovnega potrošništva tudi znotraj krščanstva precej. No, ampak tukaj pa v bistvu, ne, smo spodbujeni, da malo stopimo v ene druge čevlje in začnemo se učiti gledati iz ene druge perspektive, a ne. Se pravi, Janez, zakaj brati nekaj, kar ti ni všeč? Ne, saj drugače dobra novica je, večina Svetega pisma je v zgodbi napisana. Ne, to je več kot pol. Pol je, mislim, da je 30% je pol poezija, ki je seveda za naše pojme spet čudna, ker je v drugem jeziku in v drugi kulturi. In pol še tisto stank mejhen
je pa zakonodaja, pa razprave, pa tako. Tako tega dejansko ni toliko veliko. Ne. Zdaj, zakaj brati kakšno tako stvar, ki te ne zanima? Zato, ker če bereš sem tisto, ki ti je všeč, ne, ki ti je okej, si v nevarnosti, da boš dobil izkrivljeno sporočilo, ne, ker ne boš videl celote. Enkrat sem videl eno zanimiv poskus, ki so ga naredili. Namreč na YouTubeu je en filmček Scary Mary Poppins. To je en otroški film Mary Poppins, ne, ena taka prijazna vzgojiteljica, ne, čudežna, ne, ko že, nisem celega filma gledal, ne, ampak en tip se je pa spomnil in je iz tega filma vzel samo prizore, kjer ta prijazna vzgojiteljica zgleda, kaj je jezna ali pa čudna, ne, in je iz tega naredil filmček, ki traja, ne vem, 1 minuto, ampak tisto pogledaš, si rečeš, pa to je grozljivka. Ne? Če pogledaš cel film, je pa zelo luštno otroški film. Ne? In se pravi, če ti sam zbiraš določene koščke ven, lahko dobiš na koncu sliko, ki bo mogoče tebi zelo všeč, pa logična, ne bo pa resnična. Ne? Kar pa seveda ne pomeni, da ni dobro narejenega pametnega vrstnega reda. Ne? Sprav, kaj greš brati na začetku, a ne? Da dejansko dobro zgodbo, da vstopiš v to. A ne? Poezija, predvsem psalmi recimo, so dobri zato, ker pa bolj nagovorijo čustva, ti pomagajo izraziti, kaj se dogaja v tebi noter. Ne? Ti pomagajo tudi moliti. To je šola molitve pravzaprav. Ne? In proti tega vstopaš, ne, zdaj sami recimo zakoni, ne, zame so postali zanimivi, ko sem v Novi zavezi dojel, kako evangelij recimo govori o tem, da je Jezus spravil na žrtev za naše grehe. Ne. Zdaj se je, ampak to se pa tiče judovskega obredja, ne. Na to namiguje, ne. Se pravi, Jezus je zdaj naredil tisto, kar so starozavezni obredi, ki so po zakonu morali potekati v svetišču, v templu, a ne v Jeruzalemu. Zdaj je on to pripeljal do uresničitve, do končne. A ne. In zdaj, če jaz želim res dobro razumeti, kaj je pravzaprav Jezus naredil s svojo smrtjo na križu, s svojo žrtvijo, potem je pa dejansko dobro, da grem gledati, zakaj je Bog hotel, pa dal pravila, da morajo darovati to, pa to, pa to, pa to, pa to, a ne? In na tak način, a ne? In bom potlej začel boljše razumevati, kakšno veliko stvar je Jezus naredil. Pa kaj vse dosežejo te žrtve, ne? Že v stari zavezi, ne? Vidiš, da cel ta zelo kompliciran sistem žrtvovanja je, v bistvu ima samo eno funkcijo, to, da lahko Bog biva s človekom. In tukaj pa pol seveda pri Jezusu pa to rata, je pa to glavna tema, ne? Tukaj je za spravo z Bogom in za to, da smo lahko z Bogom blizu, da smo si lahko blizu z njim. Ja, tako da, ja, dober je, ne, pol, ko greš recimo enkrat čez zgodbe, tisto, kar se lažje bere, ne, dobro je kdaj zagrist kakšno stvar, ki se tudi, glih ni po okusu. Ne, da prideš skozi, saj mogoče se ti bo lučka zasvetila samo enkrat pa dvakrat, mogoče prvič nobenkrat, ne. Sej, tak primer so recimo tudi novozavezna pisma, ki so zelo zahtevno branje, to pa zato, ker napisati pismo je bilo v tistem času zelo drago stvar, ne. In so zelo premislili, kako bodo z malo besedam povedali največ. In zato so to besedila, ki so zelo stisnjena in je izredno težko brati. Sej, ne vem, tisti, ki berejo berila, recimo katoličani, vejo, da če je berilo apostola Pavla komurkoli že, da ne veš, kje bi dihal, ne, ker so ponovadi samo vejce, ne. Ker je tako hotel vse naenkrat povedati, ne. Razlog je bil pravzaprav dosti finančen, ne, in če to veš, pa vsem greš malo lažje grista, ne.
Ali pa vzameš kak lažji prevod, kot je življenje z Jezusom v nastajanju. Recimo, ja, to zelo pomaga na začetku. Ja. Ali bi lahko na eno vprašanje odgovorila? Gospod Peter je vprašal v četu, ali so vse pripovedi besedila v Svetem pismu enakovredne, ali imamo Božjo besedo znotraj Božje besede, na primer besedo Boga in besedo človeka. Ja, to je tisto, kar razlikovati, ne, kaj je del tega, kar je pisec pisal v svojem jeziku in svoji kulturi in s svojimi izkušnjami, kaj je pa res Božje sporočilo noter. Ne. To ni vedno čist preprosto ločiti. Ja, jaz imam tle rad v bistvu kar to kristološko formulo. Kristus je Božja beseda učlovečena in 100% Bog, 100% človek. 100%, ni bil 50-50, bil 100-100. In mislim, da vsaj delno podobno tudi razmišljamo o Svetem pismu. To ni malo Božje besede, pa malo človeške besede. To je Božja beseda v človeški besedi. In mislim, da jaz kot človeško bitje nimam pravice, da rečem, ne, tole je zgolj človeško, tole je Božje. Tukaj ne gre, mislim, gre za to, Sveto pismo nam je dano kot razodetje od Boga in ki seveda kaže k Jezusu, no, se o tem bomo še govorili, ampak jaz sem pod to besedo. Čeprav je seveda to beseda, ki se je utelesila v drugi kulturi in tako naprej in moram to spoštovati, ampak jaz sem pod to besedo, tako da ja, nekateri kritiki to zelo radi delajo, ja, to je človeško, to je Božje, ampak mislim, da je to ta ulica, če greš dalj časa po njej, odkriješ, da je slepa na koncu. Ja, jaz pravzaprav hotel bolj eno drugo stvar reči, ne, da mi včasih, ko rečemo, Sveto pismo je Božja beseda, ne, ko v glavi pričakujemo eno tako lepo zbirko globokih modrosti, ne, lepih resnic o življenju. Ne. V Svetem pismu pa naletimo na zgodbo o resničnem življenju, ki opisuje človeka zelo človeško, včasih tako človeško, da je kar malo grozen, ne, ko bereš recimo o vojnah, o zločinih. Ne. Sveto pismo se tega ne boji. To je noter, ker pokaže resnico o človeku in o Bogu. Ne. In to včasih težko, ker celo resnico pokaže. Ne samo, kar je vso lepoto Boga, pokaže tudi vso grdoto greha. Ne. In pač kako so ljudje realno živeli. Ne. To je zanimivo, ker svetopisemski junaki, ne, ki jih poznamo recimo iz Stare zaveze, ne, Noe, Mojzes, Abraham, David, če natančno beremo njihovo zgodbo, ne, pravzaprav niso junaki, tako kot bi si mi predstavljali, da so junaki. Ne. Vidimo, kako se je v njih borila, ne, ranjena človeška narava, pa Božja narava, ne, in kako so. In je zabeleženo pravzaprav oboje. Ne. In zdaj iz te celote dejansko si postavim pred življenje, zato je težko kar tako, ne, tako kot sem Matjaž rekel, ne, če hočemo zdaj tle potegniti mejo, ne, se ne bo dal, ne. Je pa treba razumeti, ne, tisto, kar smo prej rekli, ne, da eno so Božja naročila, obvezujoča, ne, eno je pa pripoved o tem, kako so se ljudje odzivali, ne, kako so živeli in tudi kako so delali grehe, napake in tudi kako so sodelovali z Bogom in delali čudovite stvari. Ne. Ja, in tisto je ravno tako navdihnjeno, tudi to, kako so delali grehe, je lahko zelo navdihnjeno, pa zelo navdihujoče zame, ki me danes, mene postavi pod določeno vprašanje, kako pa jaz živim, recimo. Ne. Tako da ja, mislim, da je to vprašanje, ja, mislim, da smo dosti povedali, no, imamo še par stvari. Jaz si skrbala lepo istočnico za naprej, Janez, si prej omenil Noeta, ne. Tudi na problematične teme naletimo o branju Svetega pisma, odnos do žensk, čisto, nečisto, stvarjenje, starost zemlje, Noe, nasilje tudi v
se Mm. bere, ne? In mogoče besedo dve o tem. Ja, to je povezano s tem, s to kulturno in časovno oddaljenostjo dostikrat, ne. Recimo koncept čisto pa ne čisto, to ne gre ni kar preprosto, ne vem, to pomeni, a si sposoben za to, da skupaj z drugimi se bližaš Bogu, častiš Boga, se udeležuješ skupnega bogočastja in si del družbenega življenja, ali pa nisi sposoben tega, ne. Zdaj, in to nima direktne zveze z moralo, ne. Tukaj gre recimo, ne vem, stik z mrtvim, stik s telesnimi tekočinami, krvjo, semenom, podobnimi stvarmi, a ne, te naredi nečistega, ne. In to ni zdaj greh, če ti nekoga pokoplješ, to je dobro delo, ampak te pa naredi nečistega, se pravi, ti ne moreš potem se udeležiti bogočastja, ne. Malo podoben, recimo, smo mi doživeli pri koroni, ne. Če si ti se nalezl korone, ne, to ni pomenilo, da si naredil greh. Ampak nisi pa mogel iti v družbo, ne. Za nekaj časa si bil izločen iz družbe, dokler si nisi pozdravil in potem si lahko spet se normalno udeleževal vseh družbenih dejavnosti skupaj z drugimi, tudi častil Boga skupaj z drugimi, a ne. Tako nekako, recimo ta koncept je tako deloval, ne. Odnos do ženske je tudi podobno, kakšne stvari se nam zdijo z našega vidika grozne, ne, prezremo pa, da je vmes 2000-3000 let, a ne. Če pa pogledamo v takratni kulturi, pa vidimo, da je bilo kar revolucionarno za tisti čas, recimo to, kar je Matjaž prej rekel, Jezusov odnos do žensk, ne, je bil je kar preko prestavljal meje takratne družbe in spodobnosti in razumevanja, ne. Ja, in podobno je tudi z odnosom do nasilja. Mislim, da pri določenih temah vidimo nek tudi tak, kaj bi rekel, pedagoško napredovanje Božje, a ne. Je razlika, beremo Staro ali Novo zavezo, kar se tiče določenih stvari, predvsem recimo, kar se tiče nasilja pa odnosa do žensk, in o tem bomo tudi spregovorili. No, tukaj pa še potem spet tale stvar, svetopismo in znanost. Tukaj smo spet pri problemu kulture. V današnji kulturi, če rečeš, tole je znanstveno dokazano, v današnji kulturi to je resnica. To je največ, kar lahko rečeš, to je neko največje zagotovilo resnice. Današnja kultura ceni znanost nad vse. Samo svetopismo ni bilo pisano v kulturi, ki bi tako gledala. In recimo poročila o stvarjenju niso napisana kot znanstveni teksti. Primerjati to z nekimi znanstvenimi teksti je, se mi zdi, v štartu napaka. Mislim, lahko to delamo, samo se moramo zavedati, da ta besedila ne govorijo resnice na znanstven način, kar pa še ne pomeni, da niso resnična. Recimo prav, kar se tiče stvarjenja, se mi zdi zelo dobra, tako pomaga, če razumemo to kot pesniški ali pa pravzaprav preroški tekst, ki govori o začetkih. Ja, in ki govori o začetkih veliko bolj resnično, kot bi katerikoli znanstven tekst lahko govoril. Poezija zna povedati ene stvari dosti globje, kot katerakoli znanost. Tukaj dam zmeri primer, ki nam je znan Slovencem. V uvodu v Prešernov krst pri Savici najdemo stavek: Slovenec že mori Slovenca brata, kako strašna slepota je človeka. Ta uvod v krst pri Savici deluje, kot da govori o zgodovini, o našem začetku, ne, Slovencev. Seveda to ni znanstveno delo. Je pa Prešeren po nekim intuiciji ali pa celo mogoče nekem pesniškem navdihu v besedu nekaj zelo globokega, kar je problem nas Slovencev kot naroda. Noben znanstven tekst se temu ne more približati niti malo. In na podoben način ta, recimo, prva poglavja Geneze govorijo o temeljnem problemu, ki ga imamo kot ljudje in tako naprej, a ne. In seveda drugi teksti, s katerimi bi to lahko primerjali, niso današnje znanstvene teorije, ki so pa tudi zgolj samo teorije in se menjajo, ampak so sočasne predstave o stvarjenju, o kozmologiji, ker potem pa takoj vidimo, da Geneza je tukaj zelo specifična, ne. Tukaj ne gre za bogove, gre za enega Boga, naravna telesa so ustvarjena in tako naprej. No, saj to je zdaj, to bi imelo lahko celo predavanje samo o tem, tako da zdaj ne bomo šli v tem, ampak v glavnem problematične teme smo se jih majčkeno na kratko dotaknili.
da vidimo, kako se to z nekim pravim pristopom se jih da prav razumeti. Ja, meni je tukaj všeč tudi taka razlaga, ki je še malo bolj preprosta, ne. Če ti jaz znanstveno razložim, ne, koliko je dobra kranjska klobasa, ne, in ti povem, koliko odstotkov beljakovin je, koliko odstotkov natrijevega klorida, koliko odstotkov tega, onega, tretjega, točno v kakšni temperaturi servirano in to, jaz lahko napišem celo znanstveno razpravo, ampak ti ne boš vedel, koliko je dobra. Če ti pa jaz povem, koliko je dobra, ne, boš pa zelo dobro razumel in boš rekel, to pa moram probati, ne. Ja. Podobno je tukaj, ne. Se Ja. pravi, znanost ne more povedati, koliko dobra je klobasa. Ja, tle moramo mogoče majčkeno se tudi ustaviti pred tem našim malikovanjem znanosti v današnji družbi in se zavedati, da pač znanost obstaja in je od Boga dana, ampak ne more pa imeti te vloge, ki bo vse rešila, vse razložila. To preprosto je to zgrešeno. Ja, zdaj, nasilje je tudi zelo težka tema, jaz sem Matjaž omenil. Je pa res, ne, vidi pa se, pač nasilje je prišlo z grehom, ne. Z grehom se je začelo in se pol silovito stopnjevalo. In v celotni zgodbi Svetega pisma, ne, se vidi, da je Bog začel regulirati to nasilje. Ko bi rekel, počasi, kolikor je človek zmogel. Tako to se da videti noter, ne. Ja, recimo, ne, če lahko, zapoved zob za zob se danes sliši kruta mogoče, ampak v tistem času je veljalo, če nekdo nekomu nekaj prizadene, bo drug 4-krat bolj ga prizadev nazaj. Zob za zob je točno to, omeji zlo. Ja, tudi recimo tisto, kar je najbolj sporno, ne, pobijanje z zakletvijo, ne. Recimo Jeriho, ko so zavzeli Izraelci, je Bog naročil, da morajo vse brez milosti pobiti. Vse, ki so v Jerihi. To je grozno, to je genocid pravzaprav, ne. Vendar, ne, če pogledamo pa takratnem kontekstu, je bila pa to že velika omejitev nasilja. Ker takrat, ko je bila takrat vojna, to se je pobijalo ne samo to skupino vse, ampak se je pobila vse počez. Ne, in je tudi to bil pravzaprav korak omejevanja, ne. Zdaj nam je vedno je to ostane zelo težko prebavljiva tema, a ne. Vendar, če pogledamo, kam je pripeljalo potem na koncu z Jezusom, ki dopolni to pot, pa vidimo, ne, kam je skozi vodilo, ne. In na koncu imamo Jezusovo zapoved ljubezni do sovražnikov, ne, ki bi po moje propadla v trenutku, če bi bila izrečena nekje v prvi Mojzesovi knjigi Nasreta, ne. Bi bila popolnoma, se ne bi dalo izvesti, ne. Vidim, da je to tema, o kateri bi lahko še veliko več povedali, samo malo se moramo držati naše časovnice. Zato bi prosila, Matjaž, tebe, da predstaviš eno knjižico, ki se da pri nas tudi dobiti v naši svetopisemski družbi, Drami odrešenja. Bi tega malo povedal, prosim. Janez bo pa predstavil to malo grafično. Knjižica se imenuje takole Drami odrešenja. Namreč to, kar smo zdajle govorili, precej tega, kar smo zdaj govorili, se razreši tudi, če se prav vprašamo, kaj sploh je svetopismo. No, in tle v tej knjigici je svetopismo predstavljeno kot drama, prav kot dramski lok v 5 dejanjih. In seveda v vsakem dramskem dejanju veljajo majčkeno drugačna pravila igre. No, in zaradi tega tudi imamo recimo potem v Stari zavezi kakšne stvari, ki jih potem v Novi zavezi nimamo. Prav recimo vprašanje nasilja je že tako, gotovo, ne. Se pravi, to zelo pomaga, če vidimo, kaj svetopismo v resnici je. Ena velika zgodba, ki gre skozi določena dejanja. Da najboljš, Janez, če ti pokažeš tole. Ja, se lahko kar komentiraš, ja, evo. No, se pravi, prvo dejanje je stvarjenje sveta. Bog ustvari svet, ustvari kozmos, ustvari vse, ustvari človeka tudi in vse je dobro. To je ustvarjen kot nekaj dobrega in kot kraj, kjer sta Bog in človek povezana. Potem pa pride do zapleta. Tukaj v ta red vdre greh, vdre zlo, vdre smrt
in človeška zgodba krene navzdol. No. Potem pa v naslednjem dejanju pa Bog začne kako bi rekel, ustvarjati, pripravljati pot rešitvi. In prvi tukaj seveda Abraham, potem pa sledi Mojzes, potem sledijo naprej Izraelova zgodba, ki pa sama visi nekam naprej. Izraelova zgodba je to, kar smo prej rekli, pripravi teren za rešitev. In ta se zgodi pa potem v 4. dejanju. To pa je Jezus, ki je središče vsega Svetega pisma, in o tem bomo še govorili, ker to je izredno važno prav za samo razlago Svetega pisma. Jezus, ki pride, ki se rodi, ki uči, ki biva med nami, Božja beseda v telesu, v mesu, v človeškem bitju, umre na križu za nas, vstane od mrtvih, in potem je pa naslednje dejanje, v katerem smo pa mi. Jezus gre v nebesa, pošlje Svetega Duha na svoje učence, na vse, ki verujejo vanj, in jim da misijon do konca sveta, in to je pač delo cerkve. In zdaj tukaj, če tako razumemo Sveto pismo, ne, takoj vidimo, da je to pa čisto ena posebna zgodba, ker vse druge zgodbe beremo mi tako oddaljeno. Tukaj smo pa mi sami vključeni v to zgodbo. Ne. In potem konc 5. dejanja je seveda dovršitev, je potem nova nebesa in nova zemlja. Se pravi, vemo tudi že, kakšen bo konc zgodbe, ampak mi smo pa tle sredi tega, se znajdemo sredi te Božje zgodbe, v kateri pa imamo svojo vlogo. Bog nas pravzaprav kliče, da vzamemo svojo vlogo v tej veliki drami in da jo zvesto odigramo. Skupaj, ne sami, ampak skupaj z drugimi tudi. Hvala, Matjaž. Tem bi se pa dotaknili še naslednje točke, in sicer, da nam je Sveto pismo dano kot orodje, kako skupaj rastemo kot Jezusovi učenci. In tukaj moramo biti zelo previdni, kajti kakršnakoli drugačna raba je lahko sporna. Bi prosila, Matjaž, če najprej ti obrazložiš, pojasniš to, pa še potem Janez tebe. Hvala. Ja, sej, zdaj, če se sprašujemo, kako ne brati Sveto pismo, ne, smo rekli, ne brati posameznih vrstic, ne brati brez konteksta, ne brati po vrsti, ne prezreti kulturne razlike, ki je, ne. Ampak tudi, jaz bi pol tle rekel, ne brati sam. Živimo v družbi, ki je izrazito individualistična. Izrazito. In seveda mi, ne da bi pomislili, se tudi Svetega pisma tako lotimo, da sem tukaj jaz pa Bog, ampak spet Sveto pismo ni tako nastalo in ni bilo tako dano. Prvo okolje, kamor so ta besedila prišla, so bile zmeri skupnosti. To ni bil en posameznik tukaj pa in tam. Ne. Se pravi, pravo branje Svetega pisma se zmeri dogaja v občestvu, in to seveda ne v kateremkoli občestvu, v občestvu ljudi, ki se uči hoditi za Jezusom. In to se mi zdi pa je spet izredno pomembno razlikovanje. No. Sveto pismo nam je Bog dal za to. In tle smo spet na vprašanju, kaj pričakujemo od Svetega pisma. Ja, ljudje pristopajo z različnimi pričakovanji. Sveto pismo nam je pa dano zato, da skupaj z drugimi učenci sledimo Jezusu in si pri tem pomagamo. In seveda potem je tudi sama razlaga Svetega pisma je takoj lažja, ker tukaj nisem sam, jaz z Bogom, pa vmes je pa ta tekst, ampak je moja skupnost, smo skupaj, pa je tam Bog, in tukaj zdaj govorimo o lokalni skupnosti, pa seveda govorimo o širši, o vesoljni cerkvi, v kateri so vsi verujoči vseh krajev, pa tudi dejansko vseh časov. Ne. In to je potem tista končna varovalka tudi za razlago Svetega pisma. Ne. Da ni to samo moja osebna stvar. Ja, ker če sam bereš, je tako, pač sam iščeš razlage za stvari, ki jih ne razumeš ali pa ki ti ne grejo, ne, in dejansko ne moreš vedeti, a je zdaj v redu razlaga ali ne, ker težava je v tem, če bi hotel to samo razumsko vse preverjati, je to preveliko. Tukaj je taka ogromna masa znanja zadaj, zgodovine, kulture, jezika, ne, da to je nemogoče, da bi en človek pravzaprav res si vse to nabral in potem presojal, ta razlaga v ta ni. Tukaj nam je dejansko dal Jezus pomoč, nam je dal Svetega Duha, ki deluje v skupnosti. Ne. In dejansko tam, ko bereš ti v skupnosti, ne, bereš tudi zato, ker želiš, da se
da Božja beseda usmerja tvoje življenje. Točno Želiš to. postati del te zgodbe, ki je zgodba o odrešenju. Točno Želiš to. izkusiti živega Jezusa, Tako. da te on vodi. Ne? Ja. In tega pravzaprav sam ne moreš. Jezus ni poklical enega učenca, pa pol imel za njega individualni pouk hoje za Kristusom. Ne? Poklical je tako na začetku 12 zelo različnih ljudi in si predstavljam, da je bilo včasih kar malo težko, ker so se mogli soočati s to različnostjo, ne? Ampak je bilo pa tudi zdravo. Ker v takem primeru ne more eden odviti v kakšno zelo čudno smer, kakšno zelo čudno razlago, ker bodo vsaj trije drugi rekli, čakaj, tole je pa čuden. Ne? Meni se pa zdi, da je to čudno zato, ker jaz pa vidim to tako. Ne? In velikrat, recimo jaz sam sem tudi dostikrat doživel, sem premišljeval Božjo besedo, ne? Nisem prišel nikamor, ne? Ko smo po skupnosti si pol delili, ne? Je pa dejansko mi Bog spregovoril po nekom drugem. Tako. In se je meni sam, se mi je odprlo in sem rekel, to, ok, Bog, hvala ti, to pa zdaj nauk dam, zdaj vem, kaj moram delati. Ne? Ja. Recimo, kaj s tem, pravoslavna tradicija se tega zelo zaveda, ne? V nekem smislu. In oni rečejo, ja, Sveto pismo je treba brati znotraj liturgije, ne? Recimo. Prav zaradi tega namena, ker je to živa prisotnost Boga, se pravi, kadarkoli bereš Sveto pismo v skupnosti, je to liturgija, ne? In zato oni to delajo znotraj liturgije, ne? Skupaj. Liturgije ne moreš imeti sam. Tako, tukaj noter je ena logika, ne? In kadarkoli smo recimo skupaj različni kristjani, skoraj vedno pravoslavni to povejo in nas spomnejo, koliko je to važno, ne? In ja, moja izkušnja je taka, da je to zelo res. Sprav, v redu je, da tudi sam bereš, študiraš, ne? Ko pa želiš iz tega živeti, brez skupnosti boš zelo težko. Ne vem, če je sploh možno. Vsekakor pa ni bilo niti mišljeno. Tako. Ni namenjen tako, to ni. Navodila, osnovna navodila za uporabo so drugačna. Tako. Ja, Gospa Mateja je postavila eno vprašanje, mislim, da je na mestu, da ga tukaj zdaj preberem, ravno smo pri tej temi. Mogoče na koncu še besedo o tem, ali naj bi kristjan vsakodnevno bral Sveto pismo, o delovanju Svetega Duha in o tem, da je Božja beseda živa. Gospa Mateja, bi želela odgovor, pa bi vaju prosila. Ja, jaz mislim, da ja. Ker branje Svetega pisma ni, rekel, preprosto, ne vem, študija pa branje neke literature. Dejansko dobro branje Svetega pisma je vedno molitev. Je poslušanje Boga, pogovor z Bogom, ne? In tudi osebno branje Svetega pisma je dobra stvar, ne? Težava je, če samo to, ne? Tam nastane težava, ne? In ko bereš pa v skupnosti, je pa prvič imaš možnost, da imaš nekoga zraven, ki recimo je bolj podkovan in ti lahko kakšno reč razloži. Lahko vprašaš, dobiš odgovor, ne? In tudi, če ni takega človeka v skupnosti, moja izkušnja je, da Bog po Svetem Duhu daje prave besede ljudem, da lahko drugega v moči Božje besede poučujejo in grejo naprej po poti za Jezusom, ne? Tako da ja, se mi zdi, da bo to zmeraj bolj pomembno v našem svetu, ker že zdavnaj ni več samoumevno, da je nekdo kristjan, ne? Da je nekdo želi biti Jezusov učenec, ne? Se pravi, imeti oseben odnos do Jezusa, ga imeti za učitelja in ga želeti upoštevati, in kar pomeni, da kakšne stvari delaš drugače kot vsi okoli tebe. In če tukaj nimaš za seboj opore ljudi, ki hodijo po tej isti poti, je zelo malo možnosti, da boš obstal, ker je pritisk
sveta, pritisk družbe tako velik, in smo tudi tako impregnirani s tem, ne, ali nas pere skozi. Ne, se kamorkoli greš, če ne drugega, radio ropota. Ne. In vsaka glasba tudi utrjuje s svojimi sporočili tak svet, kot se zdi normalen, ne, ki je dostikrat zelo daleč od tega, kar je Jezus učil. Ne. Tako da ta opora, da imaš ti skupnost, kjer skupaj bereš Božjo besedo, to mislim, da tukaj bomo ostali ali pa padli, ne, v prihodnosti. Ja, Janez tle večkrat omenja izkušnjo, ki jo imamo, ne, ki je tudi, recimo, prav tudi to, kar na svetopisemski družbi spodbujamo, to občestvo, eklezija, gre za točno to, gre za malo občestvo, ki na zelo preprost način ljudi združi ob svetem pismu. In ja, tukaj ne gre, tukaj bi mogoče opozoril, ne gre tukaj za znanje v prvi vrsti, v smislu tehnično znanje, to je koristno, ampak če smo rekli, da je prvotni namen svetega pisma to, da smo Jezusovi učenci, da lahko dobro sledimo Jezusu, potem tukaj je znanje, tehnično znanje, pa zgodovinsko znanje, znanje jezikov, ja, je koristno, ampak ni bistveno. O tem, ko sem govoril o razlagi širšega Kristusovega telesa, mislim, da prvotna razlaga je bolj to izkušnja, kako slediti Kristusu, kako biti učenec, kako umreti sebi. Tukaj mi pa vse znanje sveta nič ne pomaga, če nisem pripravljen umreti samo sebi dnevno. Ne. In zdaj mislim pa, da Janez na tole vprašanje, kako je s svetim duhom pa z živo Božjo besedo, se mi zdi, Janez super odgovoril prej, da ja, sveti duh je poslan za to, da z njim dojemamo Božjo besedo, ampak najbolj sveti duh deluje v takem majhnem, preprostem občestvu, kjer drugemu odpiramo sveto pismo in tam Božja beseda rata živa, ne. Je pa tako, no, če smo že pri svetem duhu, je še tudi ta vidik, sveto pismo je navdihnjeno, ampak je tudi navdihujoča. Tista beseda v drugem pismu Timoteju v grščini je taka, da je pravzaprav nejasno, a se nanaša na trenutek, ko je sveto pismo nastalo, da je bilo, ne, ki piše, vse pismo je navdihnjeno in koristno. Čist legitimen prevod je tudi, da je zdaj sveto pismo tisto, ki nas navdihuje in nas, zakaj tam piše, da nas usposablja, da bi bil Božji človek sposoben za vsako dobro delo. Ne, da bi bil sposoben neke velike teologije, ampak da bi bil sposoben dobro živeti. Ja, to lahko, mislim, dejansko je moja izkušnja taka, ne, jaz v eni taki skupini sem že dlje časa, ne, in noter je pač jaz, ker veliko vem o svetem pismu, ne, sem včasih malo preveč pameten, je pa noter tudi recimo ena gospa, ki je po poklicu kuharica in ona mene veliko nauči. Zato, ker ni obremenjena z vso pametjo, ne, pa z vsemi podatki, ker jaz sem, ampak ona da skupaj Božjo besedo in svojo življenjsko izkušnjo in ona v enem stavku včasih pove toliko dobre stvari, da jaz samo sedim tiho in se zahvalim Bogu, da sem lahko to slišal. Ne. Tako da sveti duh deluje, ne, in Jezus dejansko drži njegova obljuba, ne, da kadarkoli bomo očeta prosili za svetega duha, bo on uslišal to prošnjo, ne. To je tako. To že kar dolga leta delamo in zaenkrat še ni dolgčas. In mislim, da nikoli ne bo, ker izzivov je ogromno, tudi tolažbe je velika, ne. Tako Bog, dejansko Jezus postane učitelj, ki je včasih strog, včasih zelo usmiljen in te potolaži, včasih te nažene, te brcne, postane zelo živo. Ampak vedno izhaja iz ljubezni, ne? Ja. Mogoče besedo dva še, Matjaž, o konsistentnosti celote. Potem bomo še pa na eno, dva vprašanja odgovorili o četu, da zaključimo današnje srečanje počasi, ne? Tako. Tukaj smo že nakazali pravzaprav celota, v katerem smislu je sveto pismo celota, ne, in tudi kako ga prav razlagati. Ja, v tej veliki drami, ki smo jo malo prej predstavili, vrhunec te drame je Jezus in on je tisto, ja, pravo resnično središče svetega pisma. Zaradi njega je stara zaveza
on je v fokusu evangelija in potem preostanek nove zaveze je tudi se osredotoča na njega. Ne. Namreč tukaj smo pri tem, ne, najdemo v Svetem pismu, znamo najti stvari, ki si izgledajo tako formalno, logično malo nasprotne, ne. Ampak v Jezusu te stvari niso nasprotne. V Jezusu je pa vse skupaj deluje, ker on je smisel Svetega pisma. A ne? In spet, ja, smisel je on in hoja za njima. Ne? Recimo, ne vem, Jezus je rekel, kdor ne zbira z menoj, raztresa, in drugi je rekel, kdor ni proti nam, je za nas. Ne? To se zdi tako formalno logično, je to v nasprotju. Samo, če pa beremo v širšem kontekstu, tako kot smo danes probali pokazati, in predvsem, če je naš namen ne zdaj, da probamo logično analizirati Sveto pismo, ampak da probamo biti Jezusov učenec, slediti temu Jezusu, križan mu zame, vstajamo od mrtvih, pa je pa to drugače. Hvala. Zdaj bom še prebrala eno vprašanje, ki smo ga prejeli v chat, potem pa vas povabim, če ima še kdo kakršnokoli vprašanje, lahko se tudi v živo oglasi ali pa napiše v chat. In sicer gospod Dani piše, moja želja, da bi staro zavezo postopoma razlagali. To mislim par odlomkov vsaki dan in potem konec tedna skupaj razlaga, da vse skupaj razumemo. In sicer je še dodal, da se ne spomnimo na Boga samo takrat, ko ga potrebujemo, ampak da vsaki dan živimo z njim in da je Jezus razlagal staro zavezo in dodal še novo in da bi se iz Biblije ti zakoni razložili. To zdaj povzemam, ker je malce več napisal, ampak mislim, da sem glavnino vprašanja zajela in bi prosila, če podate odgovor na to. Hvala. Ja, stara zaveza je težji zalogaj, no, za brati. Tudi zato, ker je način, kako je napisano, no, kako so te zgodbe zamišljene, je dosti drugačen, kot so zgodbe, ki smo jih navajeni. Ne. Zdaj, tako en tak spet ne, to je dobro delati skupaj z drugimi, to je ta prvo, ker če ne je to, te starozavezne zgodbe so lahko tako zelo odprte, da zelo si včasih izgubljen na začetku, kaj zdaj noter videti. Ne. Drugo tako osnovno orodje je pa videti povezave. Ne. Zdaj, in tu pa razumemo tudi, zakaj so rodovniki tako pomembni, ker rodovniki so pa te povezave skupaj potegnjene. Ne. Zdaj, v osnovi gre tako, prvo pa drugo poglavje prve Mojzesove knjige, prvi dve poglavji Svetega pisma predstavita vse glavne nastopajoče, glavni je Bog in potem glavna stranska vloga človeka. Tretje poglavje predstavi problem. Kaj je zdaj tisto, o čemer bomo govorili, o čemer bomo razmišljali, kar bomo poskusili razvozlati. Ne? Potem se pa odvije zdaj cela ta drama, kako to gre. Ne? Zdaj, kadarkoli naletiš na besede pa prizore, ki te spomnejo na kaj iz prvega, drugega ali pa iz tretjega poglavja prve Mojzesove knjige, se pravi iz prvih 3 poglavij Svetega pisma, je vredno iti nazaj pogledati, kaj se je tam zgodilo, ali to ima kakšno vezo s tem, kar se je tukaj dogajalo, je to kako povezano, in na ta način je lažje nekako začeti razumevati te zgodbe, kako so zastavljene. Je pa za naš način razumevanja to na začetku zelo huda telovadba. To možgani, ki škripljajo. Ja. Matjaž, še ti mogoče kaj? Ja, meni se zdi, mislim, stara zaveza je čudovita, ampak potem, ko si seveda trdno ukoreninjen v Kristusu, ne, se pravi, ko enkrat zavzameš to držo nekoga, ki hoče iti za Jezusom, ne glede na ceno, potem je tudi seveda samo branje stare zaveze del te discipline in te hoje. Ne boš vsega razumel takoj, ampak te bo pa zgodba not potegnila, saj je ta velik lok. Tukaj bi mogoče spomnil na eno preprosto orodje, ki se mu reče od stvarjenja do Kristusa, in to je 25 odlomkov.
iz stare pa iz Nove zaveze, mislim, da jih je 12 iz stare, pa 13 iz nove ali nekaj takega, ki na kratko predstavlja ta velik lok, a ne. Potem v malo daljši obliki imamo pa dejansko še eno knjigo, je pa bistvenih 100, je pa 100 odlomkov iz Svetega pisma, 50 stare, 50 Nove zaveze, ravno zato, da človek počasi dobi občutek, da pride na okus za ta glavni dramski lok, za glavno zgodbo, ker to je tisto, kar nosi vse ostalo in seveda s pomočjo česa boš tudi potem razložil stvari sam. Ker sam ta lok razlaga in vodi pomen, usmerja tvoj pogled v to pravo smer, a ne. Če pa tega loka nimamo, seveda, pol pa je stvar čudna, ne. Sploh če bi poskusili brati Staro zavezo brez Nove, potem pa smo, na vozlišču, kamor grejo poti v zelo različne smeri lahko, a ne. To je nekako tako, kot, ne vem, sliko Mona Lisa vsi poznamo. In ko rečemo Mona Lisa, imamo pred očmi celoto. Če bi pa zdaj gledali tam en košček levo spodaj, ne, bi bila pa tema, ne. Bi bila zelo čudna slika, ne. Bi se spraševal, kaj to sploh ni, to je brez veze, ne. In zato je to, kar Matjaž pravi, to je zelo važno, Cela da si slika. zgradimo ta pogled na celoto. Ta orodja so zelo priporočljiva, recimo teh 25 odlomkov od stvarjenja do Kristusa, bistvenih 100 odlomkov. Pol pa je, tako kot je tudi gospod Dani omenil, obstaja, imamo tudi pri nas načrt branja Svetega pisma v enem letu, ali pa saj Nove zaveze v enem letu in tako naprej. Potem pa to je pa potem naslednji korak. Hvala lepa. Še kdo, mogoče kakršnokoli vprašanje, se bi kdo opogumil, pa kaj v živo vprašal? Ne, sicer bi počasi zaključili in bi se najprej rada lepo zahvalila gospodu Janezu Jeromnu, župniku v Velikem Gabru in našem predsedniku Svetopisemske družbe ter generalnemu tajniku Matjažu Črnicu, da sta si danes vzela čas in na zelo zanimiv način podala, kako ne brati Svetega pisma, in upam, da ste spoznali, kako ga brati v tem današnjem pogovoru. Pred koncem nocojšnjega dogodka pa imam za vas še prav posebno povabilo. Veliki hvaležnosti za 16 let maratona smo v ekipi razmišljali, kako bi lahko vsaj delček tega veselja, ki ga lahko vsako leto čutimo, podelili še drugim. Ugotavljamo, kako hvaležni smo lahko, da imamo Sveto pismo v svojem jeziku in si ga lahko brez večjih težav kupimo. Mnogo ljudi tega privilegija nima. Na primer, ljudje v Ugandi, in v želji prinesti upanje tudi njim smo se povezali za slovensko misionarko, sestro Uršo Marinčič, ki si na vse kriplje prizadeva pomagati ljudem v Ugandi. Bi prosila Janez, da bi podelil video, pa boste lahko vsi malo več pogledali. Uganda sama po sebi res je ena čudovita dežela. Je pa res, da je res revna. Ljudje v njej po eni strani so zelo odprti, veseli, sproščeni, hkrati pa živijo v eni resnični revščini. Tako, naš afriški človek je človek, ki slavi Boga s celim telesom. Glede na to, da nimajo osnovnih potreb, je Sveto pismo ena redkost. Ni veliko ljudi, ki zna brati Sveto pismo, so pa ljudje, ki znajo. Se pravi, da bomo pomagali narediti potem ene take skupine, kjer bodo lahko skupaj brali potem to Sveto pismo, da bi doseglo čim širši krog. Dragi prijatelji, Mukamana Bakunda. To v našem jeziku pomeni Bog vas ima rad. In res bi želela se iz vsega srca zahvaliti vsem vam dobrim ljudem, ki boste pomagali tudi našim bratom v Ugandi dobiti svoja sveta pisma. Mwebare munonga. Hvala, Janez. Jaz verjamem, da se vas je zgodba dotaknila in nabirka bo šla v celoti sestri Urši, ki bo z zbranim denarjem lahko kupila sveta pisma v Ugandi, en majhen delček pa gre za pokritje stroškov.
Če bi pa kdo želel darovati naknadno, lahko to storite preko spletne strani Svetopisemskega maratona, kjer kliknete na Daruj. Za vsak vaš dar se vam res prisrčno zahvaljujemo. In imam še pa eno prijazno povabilo za jutri. Malo prej smo govorili o branju Božje besede v skupini. Jutri ob 20. uri se lahko pridružite Zoom dogodku Izkusi eklezijo, kjer bo sestra Metka predstavila, kako poteka branje Božje besede v skupini in kako se tam pridobi izkušnja, kako Bog govori po naših bratih in sestrah. Branje v skupini, ki smo mi poimenovali Eklezija, je preprosta metoda. Na podlagi 5 vprašanj izkusimo, kako lahko stopimo v katerikoli odlomek Svetega pisma. Vsem vam se res iz srca zahvaljujemo, ekipa Svetopisemske družbe in prostovoljci Svetopisemskega maratona, da ste si danes vzeli čas, da tudi poslušate branje Božje besede, da se sami aktivno vključujete v to, da živite tako, kot si Bog želi, da bi živeli, in res vam želimo lep večer in naj vas Božja beseda vsak dan nagovarja in napolnjuje in želim vam, da bi slavili Boga s celim telesom. Z Bogom, hvala vam in srečno.